Pozdravljeni v podcastu. Danes sem z vami Igor Harp in moja gostja je oseba, ki na televiziji pogosto prinaša najbolj srhljive zgodbe. Z mano v studiu je Sara Volčič, ki na Pop TV in kanalu A predstavlja dogajanje iz sveta kriminala in črne kronike. Na pretočniku Vojo se je nedavno začela njena nova serija kriminalne zgodbe s Saro Volčič. Ta se uvršča v žanr resničnih zločinov in je osredotočena na zločine, ki so se odvili v Sloveniji. Ob tem je še zmeraj aktualna tudi njena knjiga Leglo zla, ki se prav tako uvršča v ta žanr in v kateri doda tudi osebni pečat. Sara Volčič, dobrodošla v podcastu. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Preden začneva, naj izpostavim, da te občudujem, ker imava na nek način diametralno nasprotne karieri. Sam sem začel na črni kroniki in potem kot filmski kritik prešel na kulturne strani. Ti si pa začela v kulturni redakciji in potem šla na črno kroniko. Ne? Zdaj osebno se spomnim, da sem bil tistih nekaj let na črni kroniki dostikrat apatičen, depresiven zaradi nenehnega ukvarjanja s temi nesrečami, zločini, sojenji. Kako ti obvladaš to, kako imaš kakšne ventile, da se rešiš tega? Ne vem, če čisto obvladam, ampak živim s tem. Jaz mislim, da se vsake osebe, ne glede na poklic, dotakne poklic, ki ga upravlja čez dolga leta, ne vem, karkoli bi počel, bi pustilo neke posledice. Del ostane v tebi, ker mi smo najprej ljudje, potem smo novinari. In ko prideš na teren, ti prideš kot novinar, ampak stvari, ki jih slišiš tudi kot človek, recimo jaz kot oseba, hči, mama, in če ti neka druga mama prepoveduje, kako je partner ubil hčiro, jaz imam 2 hčeri doma, enostavno ne prideš, ni ventilov, da bi to prečistil, seveda pa so moji ventili in moji veliki motivatori, zakaj to sploh počnem. Ker kdo bi hotel iz tega področja rabo bi ventilirati in zakaj vztrajam je tudi to, da imam 2 hčeri in ko se srečujem, bodi si storilci, tako starimi ali pa starejšimi ali tudi oškodovanci, žrtvami, prepoznam, da bi to bil lahko moj otrok. V vseh vlogah. In tu moji 2 hčeri sta veliki ventili, veliki motivatori, da se trudim po svojih močeh, kolikor lahko, vplivati, da je ta svet malo boljši. Oziroma, da mogoče kdo, eden od tisočih, ne bo ponovil nekega koraka, ki ga je peljal v napačno smer. In to potem imam zelo rada. Morje, obalo, tam prihajam, imam še živa oba starša, tako fino se imamo. Zdaj imamo živali spet, pač v tej knjigici je bilo posvetilo tudi, jaz sem zelo navezana na živalski svet, smo imeli 2 mucka pa psičko, žal so šli med angelčke, so bili že stari in smo zdaj po enem letu nabavili novo psičko in mačka, take majhne stvari mene v bistvu dvigujejo in vsaka lepa majhna stvar. Hočem reči, veš, vse, kar gre v redu v življenju, jaz zaznam. Ker vidim in spoznala sem, kaj vse gre lahko narobe in zato v bistvu je to neko veliko darilo, ko ga dobiš, če delaš težke stvari, da v bistvu ti odprejo. Marsikdaj ljudje namreč lahko ne vidimo, kaj vse imamo, ker vedno vidimo, kdo ima več doma. Tako pa veš, če ti je odvzeto življenje in ti življenje imaš, veš, koliko v resnici imaš in kako si lahko vesel, samo zato, samo zaradi tega dejstva. Tako. Ja, sej to tudi omeniš v knjigi pri primerih nekaterih zločincev, ki potem v zaporu razlagajo, da zakaj so kradli stvari, če v bistvu bi bile druge stvari v življenju dosti pomembnejše, kot je pač družina. Ker recimo, primer tudi enega ni v knjigi, jaz sem pač veliko več ljudi srečala službeno poročanju, kakor so zajeti v knjigi, če ne bi bila to enciklopedija. Spomnim se podjetnika z Gorenjske, zelo se me dotaknil in to je bilo, bom rekla, tam okoli leta 2010. On je bil tik pred iztekom kazni, mislim, da je bil zaporen 6-7 let zaradi poslovne goljufije. Gospod izobražen, živel nekje na Gorenjskem z ženo in z otrokom in pač kot podjetnik, jaz se ne spoznam na te stvari, tako da nisem niti razumela točno, kaj dela, ampak bil je v tem poslu in je bil nek posel, veš, tisto, ko je nekje na meji legalnega, pa je šlo čez. Pa potem je pač še večkrat ponovil isto stvar, in je prišel na drugo stran, in je lepo povedal, je rekel pač,
Tudi žena je vedela, kaj se dogaja in je lepo živela z njim. Potem, ko so ga prijeli, je zelo pač hitro šla. Hčera je zašla v težave, ne, so imeli tudi težave z njo, ki je bila v puberteti, ampak on je rekel, jaz sem šele v zaporu. To mi je razlagal v eni majhni sobici, takrat je bil še odprti oddelek, po odprti gor zunaj te glavne ograde na Dobu. In jaz se ga prav spomnim, bila sva v tisti mali sobi, na posla, ne vem, umivalnik, mala pisalna miza, rekel, jaz sem tukaj šele ugotovil, kako malo človek resnično potrebuje v življenju. Živel je na gromozanski nogi, ne na veliki nogi. Veš, in to soočenje z resničnostjo. Ne? In marsikdo pristane v zaporu zaradi tega občutka, da mu nekaj manjka, pa v resnici mu ne. Ne? Ampak primerja se z drugimi. Ne? Jaz sem bedak. On ima, ne vem, avto visokega cenovnega razreda, jaz vozim neko staro škatlo, jaz sem bedak. On lahko svoje otroke 3-krat na leto pelje v Ameriko in nazaj, mi gremo, ne vem, na počitnice v Šobec ali v Bohinj in se počuti manj vreden. Ne? Dosti ljudi sem spoznala, rekla veliko, dosti po primorsko, ki jih je nekako to zavedlo. Ne? Ja. Se pa vidi ta primorska tvoja stran zdaj v tej metafori, da ljudje načeloma rečemo, da greš na morje, ko greš na počitnice, ne na Gorenjsko. Ampak ja, zadnje leta moj srednji stik s Črno kroniko občasno gledanje dokumentarnih serij o resničnih zločinih, ki so med najbolj priljubljenimi na Netflixu in HBO in seveda tudi na Voju. In to so dokumentarci v glavnem o nekih nerešenih zločinih, serijskih morilcih, kultih. Ali tudi ti gledaš kdaj te serije ali imaš dovolj tega že med službo? Jaz bi imela tega čisto dovolj, ampak moja novinarska dolžnost mi narekuje, da sem seznanjena s stvarmi in pač seveda sem vedoželjna. Če je v bistvu prikaz, kako je nek serijski morilec začel izvrševati, tudi če je iz tujine neke zločine, kako je do tega koraka prišlo, mene vsekakor zanima. Ker je to pot, po kateri stopi marsikdo. Ne? In, a veš, ti ne postaneš serijski morilec tako, da se rodiš, ne? Zajokaš in nekoč boš. To je pot. To je neka pot in več korakov vodi do tja. Tako da gledam, ne gledam pa bom rekla iz užitka. Ker če bi za svojo sprostitev gledala, bi gledala zdaj nogomet, absolutno, zelo me šport je tudi en zelo velik kanal, ko se jaz, ne, različne vrste šport, smučanje, nogomet, košarka, odbojka, karkoli je. Pa izbrala bi kakšne komedije, kakšne butaste filme, ki mi rečejo hčire, ne, da gledam tako malo za razvedrilo. Spremljam pa, ampak nisem pa obsedena s tem. Ker recimo prikaz Američani, ko imaš te določeni so narejeni dobro, določeni pa v bistvu 2 uri te novice samo dol vlečajo in stopnjujejo napetost in jaz imam sicer nizek pritisk, ampak prav čutim, kako mi raste. To ni fajn. Da gledalcu povzročaš neko nelagodjo, neko tesnobo, tako ciljano. Tako da mislim, da mora biti tudi to uravnoteženo. Prikaz teh stvari, ampak ne uživanje o prikazovanju nečesa, kar je grdo, kar je težko, kar je na neki meji morbideže. Tu moraš imeti malo občutka. Meni je bila daleč najboljša, ne vem, če poznaš HBO-jeva Vzela me bo noč. Ne, tako pa nisem gledala. Po knjigi, kjer je fokus na tej gospe, ki je preiskovala ta nerešen primer serijskega posiljevalca in morilca in je v bistvu odkrila nekatere ključne dokaze in pomagala zbuditi to, da so potem ga dejansko odkrili, kdo je ta človek. S tem, da je cel čas fokus na žrtvah, ki so preživele in njihovih svojcih in kako je to vplivalo na njih in ne na tem, kako prebrisan je bil on, ki je hodil pač, ampak kako je to prizadelo njih. In potem tudi drugi fokus pač na tragični zgodbi te preiskovalke, pač novinarke, ki je umrla vmes, zato ker je pač ta drugi problem ZDA, opioidna kriza, imela težave s hrbtom in je dobila tablete in potem ni vedela, koliko jih je vzela tisti dan in se eno jutro ni zbudila. Pač. Ampak ja. Jaz imam tudi težave s hrbtom, to je, se pravi, jaz rečem telo, a veš, ti lahko, jaz rečem volja je močna, telo je šibko. Mi si lahko predstavljamo, da nič ne deluje na nas, ampak vse deluje na nas. Vsak grdi pogled, vsaka osorna pripomba ljudi zunaj, ni treba, da greš v zapor, da si visok v stresu ali pa da si ogrožen. Se pa strinjam, to si moram pogledati. Mislim, da
resnično ne smemo prodajati te zgodbe, tudi če so inteligentni, kakšni morilci so. Ne? Seveda so, niso pa vsi. Da je to neka pretkana osebnost. Oni preprosto nas okrog prinesejo prvič zato, ker nekdo, ki ne želi slabega, ne razmišlja o drugem na ta način. Ne? Jaz ne razmišljam, da imaš ti lahko nož v žepu in boš polka se bom obrnila na hrbet, se bova pozdravila, zabodu v hrbet. Tega ne pričakujem, zato si v prednosti, ne ker bi bil, a veš, tako. In ta mit, ne, in serijski morilec ve, on ima nakano, ti pa ne veš. Ne, tako, meni se zdi, ko bi se igrali slepe miši, ne, daš trak, ampak še ko se igraš slepe miši, veš, da je to igra in da so okoli tebe ljudje. Tako da žrtve so dosti krat žrtve. Tu skušam jaz mogoče tudi podreti ta mit, ne. Zato sem tudi svoje stvari dala v knjigo. Žrtev ni neumna, ona ni zabita, ona ni butasta, kako ni videla, saj on tako čudno gleda. Ja, ti to veš, da on čudno gleda, ker ga gledaš zdaj z druge perspektive, ker ga vidiš v spremstvu policije. Tako da to dostikrat mi nimamo stigme samo na storilcih, ampak imamo tudi na žrtvah. Je že kaj bilo. Je že, to mene strašno zaboli, je že kaj bilo, ne? Sej bi lahko vedela, sej kaj to. Mislim, da tu bi morali biti veliko bolj spoštljivi, ne? Tako, veliko bolj sočutni, spoštljivi, ne? Tudi na področju nasilja v družini, recimo, ne? Ljudje ne razumejo mehanizmov, ki se vzpostavijo, ko ti živiš z nasilnežem, ne? To ni, da ti začneš, ne vem, greš na prvi zmenek, na drugi zmenek, na tretjem te bo on nalomil. Ne, on te ne bo na tretjem nalomil, on te bo nalomil, kot te bo prej že toliko prikoval nase na takšen in drugačen način in tako prepletel življenje in se lahko tudi prikazal v bistvu, da imaš usmiljenje do njega, potem bo začel. Ne? Pa tudi to ne rečem, da je čisto zavestno, da človek planira, ne, zdaj bom vklopil, ker tudi storilci, tudi nasilneži, to so poškodovane osebe, jaz rečem. Ne? To niso osebe, ki znajo delovati v družbi na način, da bi se soočale z frustracijami, z zavrnitvijo, z vsemi možnimi stvarmi, s katerimi se srečujemo tudi mi in tudi mi se učimo. Ne? Jaz tudi danes drugače reagiram, malo bolj umirjeno. Jaz sem tudi impulzivna po naravi. Ne? Bi hitro kaj rekla. Ne? Zdaj z leti se malo učim mogoče tudi stopiti pol koraka nazaj in vem, da to ni predaja. Kako si mlajši, imaš občutek, da moraš sam naprej stopiti, ne? Če ne te bo kdo povozil. Tako da pri storilcih je enak mehanizem. Ne? Če se malo posvetiva kriminalnim zgodbam, delno je videti, da se zgleduješ po nekaterih teh Netflixovih uspešnicah. Ali si imela katero posebej v mislih, ko si snovala, oziroma je mogoče tvoja ekipa, ali si pač šla čisto, to je zločin, tako ga je treba predstaviti? Ne, jaz bom tako povedala. Jaz tudi, ko pogledam neko stvar in mogoče je to tudi en moj varovalen mehanizem, že tako imam raztresen spomin, sem zelo s pozornostjo, imam težave. Jaz tudi, ko pogledam film, to potem gre iz fokusa. Ne, nimam tega ves čas v glavi. Nekateri imajo tako spravljene arhive urejene, pri meni vse tako malo plava. In ko nekaj pogledam, seveda možgani zaznajo, ne, to je to. In nekje vstavi. Nimam pa nekega vzornika in tudi ne maram ponavljati, sem pa tudi lena, da bi šla tako organizirano v stvar, da bi rekla, jaz hočem pa nastopiti kot ta, pa kot ta. Moj princip je tak spontan. Ne? Zdaj, moja hiša, v bistvu mi smo delali te skozi čas že 2017, ne? Se pravi, mislim, da pred Netflixom smo začeli s temi kriminalnimi zgodbami, ki jih ponovno objavljamo, seveda nekatere so dokončane, nekatere so dopolnjene, nekatere so pa v originalu, tako da ni nas nobena vodila. Je pa moja hiša in jaz sem vesela za to začutila, veš, da ne gre, seveda so te stvari lepo gledane. In nihče nima nič proti temu, da se pač stvar še enkrat pogleda ali pogleda prvič, ker marsikdo, ki danes to gleda, takrat ni bil rojen, ko sem jaz začela delati. Ne? To je dokument časa, to je dokument dogajanja. Ne? To ni fikcija, to so resnične stvari in jaz mislim, da je vedno fajn vedeti, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo in v bistvu gre tudi v ta sklop, ne? Nekaj dokumentarnega pristopa, ni pa nekega zgleda. Jaz sem rekla, zelo ena preprosta oseba in to tudi, ko te napovedi jih snemam po nekem občutku, fajn je napovedati prispeve, ker ko so bile zgodbe predstavljene, je bil v studiu voditelj, ne? Zdaj sem to jaz. Kar imam rada, da me nič ne tišči, ne? Kak kilogram sem nabrala, jaz rečem, sem zdaj novinarka s težo, v vseh pomenih besedah, ne? Tako da, ja.
Ne, mislim, vse so te standardne. Lokacijo pokažeš, recimo v primeru umora se sprehodiš tam. To je. Studiu, to je, ampak jaz mislim, a veš, da je to delo vsakega novinarja. Zdaj, jaz sem bila najprej časopisni novinar in je bil pristop drugačen. Ko si s televizijo nekje, je fajn, da gledalec res vidi, da si tam. A veš, da si prisoten, nimam tega straha, da me kamera ujame, da me vidi, fino je, se pravi, čutiti prisotnost novinarja, kakšno stvar pojasniti. Mislim, da je to del posla, no? Nas novinarjev, da smo. Je pa res, da so obdobja, ko je bilo moderno, da se manj novinarji pojavljajo, zdaj je spet moderno, da ga ti vidiš, ne? Da te malo naslavlja, da ti govori. To je zdaj mogoče zadnjih 5-7 let, prihaja v spredje. Povezano z influencerji, ki so vedno v kadru in sebe prodajajo in potem, da tu ne deluje čist odmaknjeno, ampak da vidiš, da živi človek preiskuje in da razloži. Jaz imam oprosti, da te prekinjam. Vidiš, to je ena moja slaba lastnost, ampak če ne prekinem, to se mi zgodi, ko sem na terenu, mi pride vprašanje in če ne prekinem, takoj ga bom pozabila. Ker sploh, če sogovornik govori, veš, pa govori kaj zanimivega, pa te že odpelje. Jaz mislim, jaz imam rada prisotnost novinarja, seveda ne influencerstvo, to pač meni ne leži. Pač, če je nekdo kompetenten za neko stvar, je fajn, da nekaj pove o tisti stvari, za katero je kompetenten. Ne mora biti pa vsak za vse. Zdaj, ena prvih zgodb, ki so bile objavljene, je dvojna in sicer povezana z umorom in potem največjim ropom v Sloveniji, oziroma kot razložiš, enim največjih v Evropi. Ali meniš, da bodo kriminalisti kdaj odkrili te pobegle zločince in dobili kaj tega denarja, ki je takrat v tem ropu sefov SKB banke izginil? Za denar težko rečem, ker policija že večkrat dala informacijo o tem, da naj bi se to že obrnilo v kriminalnem podzemlju. To je ta denar, ki je uporabljen. Zdaj, jaz upam, a veš, jaz v bistvu nastopam v dvojni vlogi. Eno je kot novinar, ki ga zanima, kdaj bo policija prišla do storilcev, ker tu so določeni biološki dokazi. In zdaj, ko se je policija, tudi forenzični laboratorij, oni so zdaj neke nove metode dobili, po kateri lahko prepoznajo in dobijo ljudi na drugih koncih, ker prej si mogel biti, mislim, da v kazenski evidenci. Zdaj, kdorkoli bi dal kjerkoli na svetu nek prstni odtis, bi reagiral. Jaz upam, da pridejo takim hudim zločinom do dna, kot državljanka, kot človek, ki želim biti varna. Meni se ne zdi prav, in seveda ni prav, da se zgodi nekaj tako velikanskega, in da imaš občutek, da pa gremo. Se pravim, a veš, mene je policija kdaj ustavila, vedno sem bila jezna, seveda. Za njih je bila rdeča, za mene je bila rumena, za njih je bilo, 45 km/h, za mene je bilo 40. Nisem se nikoli prepirala in sem vedno plačala kazen. In tudi pihati so mi dali in vse, pač vedno sem bila trezna. Ampak hoče reči, meni se zdi prav. Ker ne glede na to, da jaz takrat dobim kazen, a veš, mi to daje občutek varnosti, da nadzirajo to. Vem, da ne more biti povsod v istem času, ker najbolj bedasto mi je, ko kdo dobil kazen, on je šel pa 200 mimo. Veš, to tako kot otroci, kaj enemu rečeš posesaj, zakaj pa ona ni? To se mi zdi otročje. Treba je razumeti, pač to, ki jih je in delajo. No, hočem reči, jaz želim, da kaznujejo tudi manjše prekrške in prav, da jih, ker eni rečejo, če pač kaj kaznujete, najdete tetovne kriminalce, kaj nas ustavljate. Treba je tudi z majhnim začeti, da ne pride do velikega, ampak želela bi si, da je sporočilo družbi, da si ti ne moreš privoščiti teh stvari. To sporočilo, to je ta varnost. Veš, varnost je v bistvu en subjektiven pojem. Pač varnost je nekaj, pač za kar nekdo jamči, recimo požar v Kran Montani, te mladi, ko so tam pač zgoreli, umrli.
A veš, za državo, za katero smo mislili, da je idealna, ja. da je vse super, pa vidiš, koliko je. Ne? In tam se je močno zamaja občutek varnosti za ljudi, ki tam živijo, ker so videli, da pač ni to nekaj, kar prodajaš. Sej, tudi, sploh kar se te varnosti tiče, zagotovo se še spomniš, v začetku tisočletja je bila prava manija za temi baloni, ne? Da so vsi z baloni na vroči zrak šli leteti in tam ni bilo za varnost poskrbljeno in potem je prišlo do tragične nesreče in od takrat ni več te zadev sploh, ne? Da bi šel leteti z balonom. Ampak takrat je pa bilo to nekaj, kar si naredil za vikend, vsak da je lahko to si privoščil skoraj. Meni je žal, jaz sem enkrat zadela na nekem službenem neki zabavi, eno balonarsko letenje in ti povem, ker me mislil, da sem jaz nekaj zelo pogumna. Tisto pač nisem naučila. A veš, meni zaupati svoje življenje nekomu, ki ga ne poznam tako da tisto nisem. Tudi mojega prijatelja, pač pri 40 letih ga je enkaj drvel s čavnom dol v Portorožu, pač ubil, ne? Razrezal ga je. In hočem reči, inštitucije, stvari, ustanove, ne? Veš, tako, pa ne, da ščitim policijo, jaz ne ščitim nobenega, ampak ni policija tista, ki zagotavlja varnost. Žal je policija na koncu. Jaz bi želela, da mi se zavedamo in vsak, ki sodeluje v tem po svojih močeh, da naredi svoje, da ne rabiš ti zavrteti 113. Ne? Tu je več mehanizmov. No? In dostikrat, ko gremo potem gledati za nazaj, kot praviš, balonarska nesreča, vidiš, da marsikaj ni bilo narejeno prej. Ne? Da pride do neke težke posledice. Žal smo tako narejeni, ne? Da marsikdo je veš, tako malo apatičen, pasiven, ne? Se ne bo nič, pa se pa lepega ne zgodi. Ne? Potem pač za nazaj gledati. Zato jaz pravim, a veš, to je tudi en močen segment poročanja v teh zgodbah. Ker vsaka zgodba, tako kot vsaka knjiga, tudi slikanica, jaz sem imela zelo rada slikanice, prinaša neko sporočilo in ti si bogatejši za to, varnejši na nek način. Imaš eno novo informacijo o nečem, kar je dopustno. Moja hči študira slikarstvo v Ljubljani in je bila zraven Drame lani, po tem času, z nahrbtnikom na avtobusni postaji, sredi mesta, polno ljudi. Pa pač dva začneta v nahrbtnik gledati. Ne? To ni največja tragedija. Največja tragedija je, da so bili ljudje okoli. A veš, to hočem reči. In ona še vedno hodi na ta faks, na avtobusno postajo, ampak z enim novim zavedanjem, ne? Da je malo bolj pozorna. Zato jaz rečem, ko me kdo vpraša, vi sam poročate slabe stvari, to ste mrhovinari, novinari. Ne, rečem, to je tudi zate nekaj dobrega. Zdaj, če se še vrneva za trenutek SKB banki, ravno, ne vem, če več se zaključuje snemanje filma, celovečernega, o tem, ki ga snema Matevž Luzar, ki je recimo Jezero naredil, pa Tina Vrbnjak in Leon Lučov boste igrala. A se ti zdi, da je to film, ki bi si ga ogledala, ali si imela dovolj tega, da te zanima, kako bodo dramatizirali? Jaz si pogledam te stvari. Jaz si definitivno pogledam te stvari, ker pač me zanima, a veš, film lahko doda zraven še stvari, ki so mogoče za gledalca pomembne. Mi si ne moremo, vseeno, ko poročaš, a veš, ti ne moreš toliko teh svojih čustev dati. Lahko malo dodaš, ampak film me vsekakor zanima. Mene zanima, kako prikažejo, a veš tudi, kako prikažejo storilce v posameznih prikazih. Govorimo o filmih, ki so že bili, ne? Ali jih mistificirajo, ali jih glorificirajo, ali jih prikazujejo kot žrtve, tako, no. Ta psihološki moment, psihološko moč, ki jo ima film, ne? Pa kako dejansko veliko informacij daš v majhno škatlico, ne, to je meni vedno, je lahko zelo nekaj filigranskega. No. Film se mi zdi zelo, večkrat razmišljam o tem, tudi o ljudeh, ki pišejo scenarije za filme, to moraš biti res mojster. To dejansko je težko. Ne. Tako da si bom vsekakor ogledala. Vse, kar pride, si pogledam. Tako da zanimivo. A si potem tudi videla serijo, torej Pošast za železno zaveso? Seveda. Kakšna se ti pa ta zdela, glede na stvari, ki jih ti zelo podrobno veš o Tropcu? Moti me, ker v bistvu, a veš, govori o Tropcu, pa ne govori o Tropcu. To recimo tukaj me zmoti, kad ti v bistvu lahko greš v neko fikcijo, ne? Pa ne govorim to z nekim obsojenjem, ne? Ampak mi vsi smo videli Tropca, čeprav bile so neke dodane vsebine, ki so bile, bom rekla, pa na meji, no? Recimo, jaz se ne bi odločila. Bilo je
mislim, jaz nočem, spoštujem vse in mislim, da so kakšne stvari fantastične tu, ampak nekje je šlo meni prek meje. Nekje je šlo čez rob. Za moj okus, komu drugemu. Kar se tiče tega, da ni otrobcu, je bil pa razlog, je Gorkič, pač scenarist in režiser, povedal, da je bil razlog v tem, da mi pravzaprav nič ne vemo konkretnega o teh žrtvah in da ko jih prikažeš kot lik v filmu, je to lahko pač si ni upal vzeti te svobode, da bi rekel, ona je pa bila taka in je padla na njegove limance ali pa karkoli takega. Ja. In zaradi tega spoštovanja v bistvu do teh žrtev se odloča, da bo to njemu drugače ime in njim drugače ime, čeprav pač so nekako podobno na njih temeljijo. Jaz verjamem, da je težko prikazati nek lit, Metoda Trobca, odlično ga je odigral v bistvu igralec, ampak so določene dodane vsebine, ki jih jaz, ki sem o Trobcu pač raziskovala, nisem do njih prišla in bom rekla, to je ideja, ker Trobec jim pač nekaj, kar je Trobec pač ni povedal, o tem ni govoril. Ne vem, jaz sem v bistvu tako zelo občutljiva to, pa govorim tudi o določenih serijah, ki so bile v tujini, vse, kar se zgodi, mogoče občutim močneje. Jaz tudi, ko gledam filme o nekem nasilju, jaz absolutno ne morem gledati nekih Klub golih pesti, pa tako, ki se udarjajo v kožo, pa ne vem, Atomic Blonde so hotele ščirke gledati, da je bil tak popularen film. Mene je bolelo. Tudi jaz sem kako udarec v življenju že dobila in jaz ne maram tega. Zato moram reči, da sem mogoče malo bolj ranljiva, ker se preveč vživljam v lik teh žensk. Drugače, ljudi to zanima vsekakor. Jaz mislim, da je prav, da dobijo to informacijo in da tudi režiserji, ki jih to zanima, da je prav, da posredujejo. A veš, sodi pa vsak zase. To je tako kot, nekdo prebere to knjigo, pa mu ni všeč, nekdo mu je všeč. Jaz mislim, da pri Trobcu je bilo dodanih par vsebin, ki niso mogli vedeti, da se je to res zgodilo, in po mojem so bili odvečne, ker so delovali zelo nasilno. Ja. Zdaj, v karieri si se srečala s številnimi zločinci, tako med pokrivanjem sojenj, kot kasneje, ko si snemala reportažo o življenju v zaporu. Kateri pa ti je tak najbolj ostal v spominu, naredil nekako tak res tisnate, te pretresel? Pretreslo, tako, eno je pretresel, ampak ti povem mogoče stvari, ki se me dotakne oziroma me vzradostijo. Jaz vsakič, ko grem tja, grem tako kot, ne vem, nekdo, otrok gre odpirati darila za Božič, se pravi z nekim pričakovanjem. Jaz hočem videti, slišati, da na koncu dobro zmaga. To imam od malega in to je nekaj, kar me vodi. To, kar se danes dogaja v svetu, je zame frustrirajoče. Jaz bom rekla, nisem depresivna oseba, ampak sem globoko žalostna. In to nosim s sabo. In ko grem v zapor, grem zadovoljna nazaj, če dobim nekaj, kar mi ohrani upanje in vero v človeka. In v bistvu, ko vidim, da je nekdo res razumel. Ker ti lahko, jaz bi lahko tle povedala, ne vem kaj, o sebi, koliko sem krasna, koliko sem super. In pač to bi ti predvajal javnosti, kar pač snemamo. Ne vidiš meni v glavo, ampak ko pa občutim, da tista oseba, s katero se pogovarjam, da je pristna, da je avtentična, ko se kamera ugasne, ko čutiš, takrat me vzradosti. In je en fant, zdaj ima okoli 30, ko je v bistvu morilec, on je pač povedal, popivali so okrog s frendi, tak močen krepek, in je prišlo v bistvu do hudega pretepa, bil je star nekaj čez 20, tako kot zdaj ta mladenič, ki je pokojnega šutarja bil, ali pa en drug je v Ljubljanega Makedonca. To so toliko stari, 20, 21, 22, to so fantjem, rečem jaz. Skratka, so tistega gospoda, mislim, da je bil nekaj čez 40 pretepli, ga vrgli nekje v gozdu, so misleč, da je še živ, seveda pač je umrl, je dobil 20 let zapora. V zaporu je hotel tudi samomor narediti, ker pač je rekel, samo sramotil družino, samo o njem tudi pišem, ga imenujem slikar. In ta fant je potem ostal, zelo mu je pomagala na tej poti, ker bil je pred samomorom, on je imel tudi dekle zunaj, ki ga je pač zapustila, je bil pred tem, da si vzame življenje, imel je pa eno pedagoginjo, vsak v zaporu ima tisto delek, ima svojega pedagoga in ona mu je, kako bi rekel, ona ga ni gledala na način, da vidi v njem samo to, kar je storil,
Ker ta fant je bil predtem tudi še kaj drugega. Ne? In to je tisto, kar mi kot družba delamo narobe. Ne? Mi nekdo naredi nekaj res zavrženega lahko, ampak pa ga gledamo sam skozi ta spektra, veš. Ne? Nekdo nekoga ubije in za nas bo morilec za vse večne čase. Jaz vem, da so to nepovratna dejanja, življenje ne moreš vrniti, ampak ta človek je tudi lahko marsikaj dobrega naredil prej. Ne? In še bo. In ta fant je v zaporu se resocializiral, mislim, da je zdaj že pogojno zunaj. In prav sem občutila, on je v zaporu začel slikati. Veš, mene je bilo hudo, recimo, ko sem ga gledala, ker pred 20 hit v zapor za 20 let tudi enostavna stvar, da se razumemo. To je bil umor v sostorilstvu. Ampak tisto, za kar so zapori, potem vidiš, da ima smisel. Ker marsikdo reče, kaj hotel, pa kaj jim dajemo. Lej, do trenutka, dokler tvoj otrok ne bo not, ti bo to vse odveč. Ampak lahko se zgodi, da bo tvoj otrok ali pa partner tvojega otroka. Tukaj si mi malo delamo utvaro. Veš, ko mi kdo reče, mene ne zanima kriminal, mi se s tem ne ukvarjamo. Ne, jaz se tudi ne ukvarjam s kriminalom, ampak vem, da je del družbe, v kateri živim. Ne? Tako kot rečem, da je bolezen del družbe. Jaz se tudi ne ukvarjam z boleznimi, dokler ne zbolim, ampak imam tako kot vsi ostali šanse, da zbolim in takrat potrebujem pomoč. No? Tako da tam je ostal v spominu, pa še en fant v Celju, no? On je bil pa v priporu, v zaporu drugič. On ne pišem o njemu knjigi. Mlad moški, on je dejansko zapadel v mamila, pri 20 letih začel drogirati, mislim, da je bil z štajerskega konca, v celskem zaporu sem jaz njega snemala, in je pač začel ta mamila uporabljati, potem zmanjkalo denarja, klasična zgodba, in je začel preprodajati mamila. In tudi tu, ne delajmo si utvare. Mamila ne jemljajo samo neki izmečki po tleh, ne bodi jih treba na robu družbe. Ne, on je mamila prodajo tudi enemu srčnemu kirurgu, kokain. Hočem reči, da dajmo pogledati resnico v obraz. In skratka je preprodajal mamila in so ga dobili. Ampak ni bila ta največja stvar. Prvič je bil v zaporu, z družino, v redu staršev, vse v redu, se je pač pobotal, prišel nazaj, potem je pa še enkrat zajadral navzdol. In ta fant, mislim, ko sem ga gledala, ko vidim tisto, a veš, oči, solze, je rekel, se mi je vseeno, če sem tle v zaporu, jaz sem svoje starše razočaral. Jaz sem tiste, ki so mi ponudili še eno priložnost, še enkrat razočaral, veš. To so težke stvari in pustijo sled, ampak jaz verjamem, da bo, a veš, da če ohraniš en kanček srca, ker marsikdo se s prihodom v zapor tudi zabetonira. Jaz, ko imam neko stisko ali težavo, telesno ali psihološko, jaz grem v svojo jamo, jaz se zaprem pred družbo. In marsikdo, ki nastopa na način, da je osoren, zaprt, mogoče tudi daje tak izraz, ni nujno, da ne doživlja na neki ravni, da mu je zelo težko za to. Ne vsi, seveda ne vsi. A si morda videla tale film letošnji oziroma lanski od Metoda Pevca, dokumentarni? Nisem si ga še ogledala. Ga pa zelo želim in nekatere posameznike prepoznam, tako da to je, Ne, to sem ravno imel... Mislim, da je bilo lepo to. Prebrala sem, poslušala sem tudi podcast, skratka mi je všeč, na kak način je pristopil. Zelo. No, to sem ravno imel debato z enimi drugimi novinarji, glede tega, koliko je, ker tudi pevec, pa že en podoben film je bil pred časom, avtori, ki delajo, praviloma nočejo niti prav zares vedeti, zakaj je človek snot. Tu pri pevcu mislim, da je, tu oni veliko razlagajo, ampak en film je bil prej, kjer so se samo ukvarjali s tem umetniškim ustvarjanjem zapornikov in niso vprašali jih zakaj, ker niso hoteli vedeti, ker so hoteli spoznati drugi vidik človeka, ampak ko je film ven prišel, pa potem bil kar halo, ker pač v bistvu nekateri ti ljudje so naredili kar grozljive stvari. Jaz razumem ta pristop, veš, razumem ta pristop, da vidiš v bistvu, kaj človek je tukaj in zdaj danes. Ker ta človek tukaj in zdaj danes mogoče ni več isti človek, kot je zakrivil tisto grozno kaznivo dejanje. Kar pa ne pomeni, da nam je vseeno, da nas ne zanima. In tudi princip zapora. Ko ti prideš v zapor, se oni res ne ukvarjajo s tem, kaj je bilo prej, razen skozi psihoterapijo, skozi delavnice. Ampak naloga zapora je, da človeka postavi na novo, to je kot, a veš, neka popravljalnica, recimo temu, da boš ti sposoben normalno voziti, ko prideš ven. To je njihova naloga. Kar se tiče, seveda jim ni vseeno in tudi teža kaznivega dejanja osebnosti določa, kakšno kazen boš dobil to že na sodišču, ampak zapor, naloga je njih
popraviti. Ne? Zato dosti krat kdo reče, zakaj pa on že na odprtem oddelku, zakaj na odprtem oddelku, saj on je, ne vem, ta je naredil to. Rečem, odvisno je, a veš, od tistega, kaj oni dobijo, kakšna je ta oseba. Ne? Ker ni res, ne vem, ni res, da so takšni neki veliki odpustki. Dosti krat koga umaknejo na odprti oddelek zaradi njegove varnosti. Ker zapor ne samo, da mora poskrbeti za varnost nas in ljudi. On mora poskrbeti tudi za varnost človeka, ki prestaja kazen. Torej, če je za nekoga, bodi si za to, kdo on je, kaj je naredil, nevarno bivanje na enem določenem oddelku, ga morajo oni dati v nek režim, kjer bo on bolj varen. Ne? Tega dosti krat javnost ne razume, zakaj se dali tega, ne vem, na odprti oddelek, ne, to so veze, poznanstva, ne. Rekla, problem je tudi v tem, kaj bi se zgodilo, če bi ta določena oseba šla tja. Ne? Ker so recimo med zaprtimi bili tudi sodniki, ne? Tudi policisti, hočejo reči, ne? Tudi recimo ljudje, ki so pač izvršujejo kazniva dejanja na spolnem področju, ne, so zelo ogroženi in pa je logično, da ti tako osebo ne moš dati tja, ne, ker se lahko zgodi kaj hudega tudi. Si tudi tele ljudje kot Metod Trobec pa Silvo Plut so bili zelo izolirani. Ne? Vse Pluta, ko so ga pripeljali v pripor tisto noč, so mu dali žakelj na glavo in so ga fajn, ali mislim, da tole od blazine, ne? In so ga, on je bil hudo poškodovan, se ga takoj, ne? Bi ga so zaprti v priporu, zato je bil pol sam, ne? Metod Trobec pa tudi, ne? On je bil nevaren drugim, ampak tudi. Torej, knjiga tvoja Leglo zla, njen na precej drugačen in bolj oseben način predstaviš nekatere od teh najodmevnejših zločinov, ki si jih pokrivala kot novinarka. Kako pa to, da si se odločila vključiti zelo osebne zgodbe, med drugim partnersko nasilje in tako dalje? Kako pač, je bilo to težko se odločiti? Ne, ker se sploh nisem odločila, kako so me povabili v Mladinske knjige, da pač napišem to knjigo, sem povedala, kaj bi uvrstila, a veš, knjiga mora biti približno toliko dolga, pač nimaš neke svobode, da bi kar si fajn, ka pa bi lahko kupene solate bilo še vmes. Ko sem pa pisala in potem pišem o enem primeru, ko je pač mož ubil ženo, jaz sem bila na tem sojenju, ne? In ta mož me na nekem segmentu spominjal na nekega partnerja, ki sem ga imela v preteklosti, ki ni oče mojih otrok, skratka, preden sem imela otroke, sem imela to partnersko vezo. Jaz sem se, kako bi rekla, bila sem na sodišču, tu v Ljubljani, na okrožnem sodišču, na tistih lesenih, trdih klopeh in v enem trenutku, a veš, tako kot star Trek, kdor ga je gledal, ko se kar prežarčiš, ne? In me za hip sem zapustila tisto dvorano. Ne? Neke podobne situacije so bile. In ko sem pisala knjigo, sem se odločila pisati o tem primeru, in se mi je zgodilo enako. Se pravi, pišem, tako zelo spontano je bilo to ni bilo mišljeno. Potem, ko pa greš, ko začneš, ne? Pisanje knjige, jaz nisem tega vedela, je nek čaroben moment. V bistvu knjiga iz tebe zvleče stvari, ki si ti na njih pozabil ali jih potlačil, zavestno ali nezavestno, ne? Zavedno ali nezavedno, in pol kar gre. In sem pač nadaljevala. Hotela sem pa ravno zaradi tega, ker dostikrat tudi na sodišču sem na žrtve gleda, pa ne bom rekla, kdo jih gleda tako, ni važno, ampak si jih gleda malo zviška, ne? Ni nujno, da so vedno ženske. Ampak s temi žrtvami nekaj ni okej, ne? Zakaj je pa tako? Ali pa dostikrat slišim pripombe za kakšno žensko, ki je z nekim nasilnim partnerjem, kaj ostaja, koliko je butasta, jaz, ko to slišim, mi gre gor kot sine. In ne. Jaz sem bila tudi z nasilnim partnerjem, sem bila tudi butasta in sem pač o tem napisala. In zavedajte se, da niso to neke ženske, ne vem, a veš, da bi rekli, ne vem, nekdo brez izobrazbe ali pa ki nima neke socialnega življenja ali pa ki je ves tak sklonjen. Ne, sem zelo živahna oseba, zame seveda sem tudi odločna, močna, ampak se pravim, ta vrtinec, v katerega te potegne nasilje, te tako predrugači do takšne mere, da ti nisi več ti. Ne? Zato jaz rečem, žrtev je, tako ko gledam nase, ne? Pa ni to bila edina slaba izkušnja, ki sem jo imela v življenju, tudi kasneje se ponovilo, ampak pustimo. Žrtev oseba, ki doživlja neko nasilje, neko izkoriščanje, neka manipulacija zame, je tako, ni povsem pravilno sposobna, ker je preprana, je predelana.
A veš, enostavno v nekem odnosu ne gre čez noč. Ne? In zato je treba včasih pomagati na silo. Tudi, če se zameriš te osebi. Jaz primer je, v katerem nisem pisala umor, mislim, da je bil klasificiran potem kot uboj pri Novem mestu. Klasična zgodba. Ženska, partner, hoče ga zapustiti, ker ima določene osebnostne lastnosti, narcisizem in podobne zadeve, ki ne grejo skupaj. In ko mu hoče povedati, da ga bo dokončno pustila, pošlje svojo mamo z 2 otrokoma na igrišče, da bo to naredila v miru. Ja ne, mama se je vrnila nazaj in ona je že bila pred hišo, ležala po tleh in pokrito in policija. Hočem reči, a veš, zato. In jaz sem opravila razgovor s to mamo, ta zgodba bo tudi predstavljena. Ona je hotela hčeri dobro, ni hotela biti vsiljiva. In jaz vem, kako je, ker jaz sem mama in tudi moja hčera, kaj si vsiljiva, kaj si to. Ne, ko gre za take stvari, bodi vsiljiva, raj da imaš za miro do konca življenja. In jaz ne obsojam, da se razume, me globoko sočustvujem s to mamo. Ampak ona je spregovorila, ker hoče ostalim mamam povedati, ne se držati nazaj. Bodite zoprne, bodite helikopterske, bodite ne vem, ali pa včetje, kdorkoli čiti. Tu je bila mama, ki je živela s hčero, lahko bi bil oče. Ampak ne v takih situacijah, ker žrtev ne razmišlja nekdo, a veš, vse hočejo to na mehko, da ne bo, ker storilec, govorila sem tudi z mamo, ki je pa sina partnerka ubila na isti način. Hočem reči, nekdo, ki je v položaju žrtve, se jaz mislim velikokrat ne zaveda, da je tok od neke zelo težke situacije lahko. Se ne zaveda. In tu moramo ostali, mogoče, ker smo bolj hladni, mogoče bolj objektivno vidimo nekje zunaj. Če želimo videti. To, kar si rekla glede tega, da so žrtve običajno neumne veljajo. Moja mama je bila socialna delavka v enem majhnem kraju, dosti ruralno okolje, ampak je rekla, da od zdravnika žena je večino leta imela ogromna sončna očala, ker in nobena druga ženska v tem ruralnem okolju ni rabila nositi velikih sončnih očal. In to ne make-upa. Ko sem bil novinar Črne kronike, sem bil tudi sam žrtev zločina, nasilnega uličnega ropa in sem jo v redu odnesel, ampak naslednji dan sem tudi napisal novico o tem. In kasneje še eno, ko so te 3 komaj polnoletne serijske roparje tudi sprejeli. Delno sem to naredil, da sem dobil povrnjen denar, ker sem bil honorarni sodelavec in študent. Delno pa tudi kot nek način soočanja s travmo. Ali je to tudi tebe malo spodbudilo k pisanju te knjige in tudi k poročanju teh zločinov? Jaz sem že prej malo delala v kriminalu, pred svojimi slabimi izkušnjami. Mislim pa, da, a veš, nekdo, ki dela to področje, je fajn, da je kot oseba mal senzibilen. Senzibilen na stisko v vseh oblikah. Senzibilen na ljudi v postopkih. Tako da da ne delaš na prvo žogo in je to. Ne, da ne daješ takih kategoričnih izjav. Ta je to. A veš, primer povem, moja ljuba kolegica iz Dnevnika še, je rekla, ko je bila mlada novinarka, je poročala, nekomu se je na, mislim, da Bohinjsko jezero 2-leten otrok utopil pred očmi. In takrat je napisala neko novičko, starši bi morali biti bolj pozorni. In je šlo to mimo. Ko je imela ona 2 leti starega otroka, je videla, kaj to je. Jaz sem bila na portoroški plaži z mojima 2, eni sem dala banano v usta takole in ker nekaj ni hotla grist, malo je bila micena, Ampak ker sem bila zraven in nisem dala tisto gor, ker niti plavala, tako pri pesku smo bili in se obrnem in že leži na trebuhu z glavo v vodi, na pomolu zraven 1 meter sedijo ljudje. A veš, hočem reči, da je fajn, da je to nekdo, ki ne obsoja najprej, ampak ki skuša razumeti. Da ne gre za brezbrižnost, res stvari se lahko zelo hitro zgodijo, zelo slabe. Tako da ta osebna moja izkušnja mi pa daje, a veš, željo, da o tem še več poročamo. Ker kdo bi naredil en prispevek, 2, pa gremo naprej, pa delamo druge stvari. Ampak žal se stvari ponavljajo. Žal se stvari ponavljajo. Nove generacije, ki se danes rodijo, veš, mi ljudje smo tako, v bistvu smo zabiti tako kot človeška vrsta, ker mi se ne naučimo
od prejšnjih generacij. Recimo ptice, ne, se zvalijo in potem one imajo program, one vejo, že imajo program, kar so starši vedeli, kam letijo tudi one. Ne? Okay? In bo šle v pravo smer. Mi ljudje ne. Mi ljudje moramo začasen, je bila vojna, so bila koncentracijska taborišča in gremo znova isti krok. In tu pravim, zakaj je treba vedno znova o tem poročati. Zato, ker vsak dan se nekdo nov rodi in za njega preteklost ne velja, se ne izuči, ker je ne občuti, je to nekje daleč in dela nove stvari, in dela nove vojne, in dela nove slabe stvari. Tako da, jaz mislim, da če imaš neko osebno izkušnjo, in jaz se tudi vedno javim, ker včasih nehote ljudje sodijo, in jaz se javim. Povem za primer, kolegica je delala zdaj, pa čist drugega segmenta. Kolegica je delala prispevek o tem, kako se ljudje zadolžujejo, tudi za počitnice, imajo pol več kreditov. Jaz sem samo hranilka od skoraj dojenčka naprej z 2 hčerama. In mi je rekla, kako so ljudje lahko taki, vzame kredit, pa pelje otroka na počitnice. In jaz se gledam, rečem, zdaj pa tako, ne soditi. Jaz sem vzela kredit, da sem lahko svoje hčere peljala smučati, da sta spoznale smučanje. In potem sem vzela kredit za iti na druge počitnice. To niso krediti od 100 jurjev, ampak so bili. Torej, ne delamo si utvar, marsikdo, jaz hočem, da je otrok moj bil na snegu, saj pa nismo šli vsako leto, pa nismo šli mi v Švico, jaz sem šla v Kranjsko goro, ampak daj ne sodi o ljudeh, ker če ti imaš denar, ti ne veš, kaj to pomeni, če ga nekdo nima. Ker si marsikdo ne sanja, kaj to pomeni, lepiti konec meseca z začetkom drugega meseca. Tako da tu je fajn, če si oseba, ki si v življenju kaj doživel, tako kot pri vsaki stvari. Tako kot za vse, kar počnemo. Če imamo neke izkušnje, nas to bogati in znamo pogledati malo širše na stvar. Ta osebni pristop se mi je zdel, da v knjigi pripomore, pa tudi pri TV-ju, k odmiku od senzacionalizma. In ta senzacionalizem je ena glavnih kritik, ki jih je deležna Črna kronika, sploh tabloidi. Kaj pa je po tvojem mnenju osrednja funkcija Črne kronike? Zdaj si omenjala to, da ne pozabimo stvari, da vedno znova opominjamo. Če gremo tako evolucijsko, ljudje so bili pozorni ki so bili pozorni na slabe stvari, so preživeli. In to se pravi, če si ti se zaščitil pred slabim, si preživel. Mi na nek način spremljamo te novice, imamo še vedno hranjene te stare možgane. Ko pride do potresa, ko pride do česarkoli ekstremnega, se bo tisti del možganov vključil. Se pravi, slabe novice spremljamo, zato, ker je to tudi način, tako kot sem rekla, za hčero avtobusna, pa da te lahko ropajo tudi sredi Ljubljane, ali pa te lahko Tivolijo posilijo tudi sredi belega dne, tako kot opisujemo knjige. Skratka, stvari se lahko zgodijo in je to pač prednost. Vprašanje sem zdaj izgubila, oprosti. To se mi zgodi, kaj jaz plavam. Funkcija Črne kronike. Točno to. Se pravi, opremiti ljudi z informacijo. Opremiti ljudi, ne vem, jaz sem delala dekleta, ki so šla nekaj let nazaj, se boš spomnila na dekliščino, so se organizirale, najele avtobus, ki so vedeli, da bojo nekaj pile, šle ga žurat. 2 šoferja sta bila v avtobusu, da ne bi bil kdo zaspan. In nazaj grede, se v njih zaleti, mislim, da je bil zadet in pijan voznik. In eno umre. Jaz sem o tem poročala in ta dekleta so me spustila v svojo hišo, tik po tistem, jaz sem šla domov, ko še ni bil pogreb, k očetu in sestri pokojne, ostale so hotele govoriti, so dale informacije, ne to delati. To je funkcija Črne kronike. Nas opozoriti tudi, če kdo ni naredil svojega dela, ne vem, da si spustil, ne vem, neko mladino nekam, kamor ni sodila, primer Lipa, to se ne sme dogajati. Da ljudje umrejo zato, ker nekdo ne naredi svojega dela, mi moramo opozarjati na to. To je tako, kot če bi, ne vem, ne poročali, ne vem, v lekarni dajo neko zdravilo, ki ni poteklo, nekdo se zastrupi, ker je poteklo, in potem mi o tem ne poročamo. Ne, ker ko bomo mi o tem poročali, bomo naredili dvoje. Najprej pač se bo skušalo najti krivca, zdaj jaz nisem za to pristojna, to so potem druge institucije, vsak mora narediti svoje, ampak ti kot gledalec, kot uporabnik recimo nekih zdravil, veš, da ko boš pač šel v lekarno, boš pogledal na ovojnico, da je fajn pogledati to, ker ni nujno, da bo
v institucijah, v ustanovah, pač pa noče zdaj na lekarne kazati, boh ne daj, ta se ne dala pač za primer, ker, ne? Da ne glede na to, da morajo biti stvari v redu, včasih niso. Ne? In veš, varnost še enkrat smo mi sami. Varnost smo pač mi sami. In to informacijo, to mislim, da je stvar črne kronike. Če se nekaj pojavlja, nek fenomen, pač ne moreš odnehati. Ne? Če narašča nasilje v družini, mi moramo o tem poročati. Mi moramo skušati dobiti čim več žrtev, da one povejo in ostale žrtve prepoznajo, ne? Vzorce. Lahko niso še tako daleč, ampak prepoznajo, to pa tudi on meni dela, ali pa ona meni dela. Torej, sem tudi jaz žrtev nasilja v družini. A to je že nasilje. Ne? Če mi nekdo ne da denarja, ne? Pa živiva v skupnem gospodinstvu, ali pa mi da tam 5 evrov, pedi to, ne? Pa me izseljuje. Danes nisi bila prijazna, ne? To je tudi nasilje. Skratka, to informacijo dajemo. Ne? Sva ravno menjala varnost na cesti. Jaz se spomnim, ko sem jaz poročal, da je bilo prek, v času, ko sem bil novinar Črne kronike, bilo prek 100, več kot 1 smrtna žrtev na slovenskih cestah na dan. Ne? Mislim, da je bilo rekord, smo imeli tam 500 nekje v 90-ih. Zdaj smo prišli na 88 lani, pa to je porast. Vem, da je bilo še manj prej. Ja. Ali meniš, da je tudi pisanje o tem pripomoglo k temu dvigu varnosti? Ja, definitivno. A veš, kot družba dela skupaj v neko smer, potem je nek učinek. Ne? Seveda, za teh 88, za njihove svojce to ni tolažba, in upam, da jih bo čim manj, ker to so pač smrti, potem so hudo telesno poškodovani, to so lahko, jaz živim blizu Soča v Ljubljani, ne? In tam so pač 16-letniki, 20-letniki mlade osebe na vozičkih in nesreča z motorjem, mi moramo v tem delati, vpliva to na ljudi. Vpliva to včasih, a veš, na ljudi na način, da se nek starš odloča, ta mali teži, pri 15 jaz bi imel motor, vsi frendi ga imajo, pol pa mama pa oče vidite na poročilih neko, kako sta dva skuterjem se zaletela žal, v avto, to so živi primeri, pa se odločita še ne, boš prej to naredil. Hočem reči, veš, način, kako deluje to poročanje, zelo široko. Ali pa da reče, greš z motorjem, ampak jaz grem naprej za, ne vem. Na vseh segmentih vpliva. Vsa varnostna oprema, ker vem, da eden od primerov je bil skoraj absurden, bile so hujše telesne poškodbe, je pa bilo na Čopovi, kjer je punca z rolerji prišla dol po Čopovi, ker takrat še ni bilo tako polno turistov, en fant pa se od strani tam iz podhoda s kolesom pripeljal in se trčila in se bila čisto polomljena. Ampak zdaj, če bi ona imela čelado, če bi on imel čelado, že tu s čeladami prideš do tega, da se ne butneš v glavo ščitniki, prideš do tega, da imaš v redu komolce na rolerjih. Definitivno. Se pravi, jaz sem tako, jaz sem pristaš malih kaplic v morju, to boš ti vedel. Novinari, ko začnemo svojo kariero, si mislimo, zdaj se bo spremenil svet. In jaz bom nekaj napisal ali povedal ali dal v eter po radiju, karkoli, in to bo takoj popravljeno. In potem si pač včasih zelo razočaran, ker tuliš, tako kot, veš, tisti žejen v puščavi in se stvari ne premikajo, vsaj ne tako hitro. Zdaj sem jaz postala zelo ponižna, zelo skromna, in sem vesela vsakega majhnega napredka, ker z majhnimi stvarmi gre svet naprej. Mislim, mi ne moremo, veš, tako rečejo, zakaj se poglabljaš v te storilce, zdaj sem rekla, vsak človek na tem planetu, ki naredi neko slabo stvar, je najprej človek. In je treba v osebnost pogledati. In če mi znamo pogledati v osebnost drugega, vidimo, da mogoče ta oseba ne bi šla po tej poti, če bi drugače delali z njo. Ko sem jaz bila v osnovni šoli, smo se vsi družili med sabo. Ni bilo kast, tako kot so zdaj. Otroci z dobre družine, pač mi smo bili na ulici. Imeli smo tudi pač eno prijateljico, ki je imela zaostanek v razvoju, ona se je igrala z nami. Imeli smo tudi koga, ki je bil malo drugačen in je bil skupaj. Veš, dostikrat se zgodi, da kdo, ki postane čuden, pa naredi potem nekaj čudnega v odrasli dobi, da je to oseba, ki je zaradi svoje nenavadnosti, kanček drugačnosti bila ves čas odrinjena. Veš, in ti lahko rasteš za zamero. To so dostikrat, če gledaš te zgodbe serijskih morilcev, to je nekaj, kar se razvija.
se ne rodi. In tudi znanstveno je dokazano, jaz sem snemala z profesorjem Zvezdanom Pirtuškom nedavno, ker je znano, morilec se ne rodiš. Ne, ti pač lahko če so določene fizične poškodbe, recimo v tem frontalnem čelnem režnju, to je, ampak ne govorimo o tem, ne? Mi govorimo, zdaj, če si ti poškodovan ali imaš nekaj fizičnega narobe, ampak načeloma morilci postanejo ljudje. In se pravi, družba jih počasi se razvijaš. Omeniš tudi primere, ko imajo ljudje skizofrenijo, pa tega se ne zavedajo, ne? Ker tudi o duševnem zdravju ne govorimo dovolj, ne? Ker pač jim rečejo, da je zrihtati, to ni res, da slišiš glasove, ne? Pa človek je absolutno prepričan, da sliši glasove, ne? Tole, recimo, da se mu začne nekaj čudnega, tle je več različnih, bom rekla, vidikov, ne? Lahko nekdo ve, da ima težave, pa pride težko do pomoči, ker se ve, ne? Tu bi mogla družba zelo močno delati. Jaz rečem, tudi če imaš, ne vem, 13-letnika z neko težavo, ne vem, neko dekle z anoreksijo, ne more čakati 1 leto, da pride, ne? Nima pa vsak 200 evrov v žepu vsak hip. Jaz jih nikoli nisem imela, ne? Da bi privat. Ne? To, po drugi strani je danes velika težava zloraba mamil. Zloraba in popularizacija mamil. Jaz sem snemala na forenzičnem oddelku zapora, ne, v Mariboru. In predstojnik je večkrat in tudi javno povedal, ne, ljudje podcenjujejo tudi marihuano, ne, ker hočejo dati za vse posod, vsa olja, vse to. Pri mnogih mladih sproži psihozo. Jaz sem 2 snemala, ker sta pač travo kadila, en je mamo ubil s kladivom, ker je bil prepričan, da mu ona nekaj daje v glavo. Drugi se je spravil na sošolca iz srednje šole in še dobro, da je bil takrat, ki je šel na njega, ker on tudi ni pričakoval. A veš, da prideš ti nekomu na vrata, pozvoniš odpre vrata, ti ne pričakuješ, da ven skočil nate z nožem in te začel zbadati. In ta je imel srečo, ta fant, ki je bil že odrasel takrat, da je imel očeta na obisku. Oče slučajno tožilc. In je oče, potem oba sta se borila, če ne bi ga ubil. Brez razloga, ker je on pač padel v to psihozo in je imel občutek, da mu sledi in take neumnosti. Vmes je hodil v službo. Seveda, družina mu je tudi opažala, da je čuden, ne pedi k zdravnikom, ampak ni hotel, veš, ker včasih pa... Sej. Pa zapori potem pomagajo takim ljudem oziroma druge inštitucije, ko se kaj zgodi? Se zazna, ko pride v nek kazenski postopek, tu bi pa lahko bila posredi kakšna duševna Ja, stiska. to definitivno, ko začne sojenje, ti si v priporu. Ne? Zdaj, za nekoga je že v štartu, tudi ko pride v pripor, a veš, oni imajo tudi zdravniški pregled, se jih pregleda, pri nekaterih vidijo, da niso ok in takoj namestijo potem na forenziko že v času, ko čakajo na proces. Za nekatere pa pričakajo v priporu sojenje, potem se pa sodišče poimenuje pač izvedenca psihiatrične stroke, ga predlaga in potem ta oceni, ali bil človek priščevan ali to. To so potem včasih tukaj neka deljena mnenja. Ampak, če imajo težave, grejo. In tudi jaz pač poznam ljudi, ki so bili na forenziki, nekateri so že zunaj, so fino vodeni zdaj. 5 let traja, ta ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Jaz sem tudi to vprašala predstojnika in sem rekla, je 5 let dovolj, ko si rečeš, ne vem, ta je ubil mamo. In je rekel tako, je dovolj, pa ni dovolj. Če ima nekdo duševno bolezen, zaradi katere je povzročil hudo kaznivo dejanje, če v 5 letih te duševne bolezni ne zazdravimo, ni nujno, da je lahko pozdraviš, zazdraviš tako, da miruje in ga stabiliziraš, mu tudi 20 ne bi pomagalo. Se pravi, 5 let je za take dovolj dolga doba, da se človek spravi v red in potem pod nadzorom, recimo, če potrebuješ še zdravila, tak primer poznam, hodi potem na redne kontrole. Za tiste pa, ki 5 let ni dovolj, pa ven ne smejo. Takega ne spustijo ven in potem grejo, ti ljudje so nameščeni v socialno-varstvene zavode, kar pa je pomanjkljivost, da socialno-varstveni zavodi, ki so v državi, nimajo take stopnje nadzora in kontrole, da bi bilo to primirno. Se pravi, tukaj bo treba nekaj narediti. Bi še nekaj rabili, to so že parkrat javno povedali. Jaz upam, da ne bo, a veš, spet tisto, da se nekaj zgodi, pa da potem razmišljamo. Ker so osebe, ki so potencialno nevarne, ne morejo zadrževati več kot 5 let. Tem ni bila izrečena zaporna kazen in so nameščeni v te zavode, kjer se pa tam relativno prosto gibajo. Tam ni. Se pravi, rabili bi en umesen člen, da je še neke vrste
večji nadzor in da so tudi usposobljeni, tudi kader tam. Ne? Tam saj ni, to veš, predvsem. teh goril, ki rečem, jaz sem evropsodnih policistov. Ne? Tako da, Kaj pa meniš o privatizacijah zaporov, kot imajo v ZDA in v nekaterih drugih državah? Je to lahko rešitev ali je to bistveno poslabšanje? Jaz mislim, da absolutno te stvari nikoli ne bi smele biti v rokah nekih privatnih struktur. Zakaj? Zato, ker bi hitro lahko prišli v situacijo, ne, da bi si kdo lahko potem več plačal, ne, in bi imel, ne vem, a veš, prihajalo bi do razlik. Prihajalo bi do razlik obravnave. Ne? Kar že marsikdo zdaj očita. Jaz tudi rečem, da nismo vsi enaki pred zakonom, čeprav vse, to me bo zdaj kdo na križ prebil, ampak zakaj ne? Zato, ker jaz si ne morem privoščiti takšnega odvetnika, kot si ga lahko nekdo pa spoštujem vse odvetnike, ampak pač preprosto mi nimamo vsi enake obrambe. Ne? Tako da, veš, nekdo nima denarja, dobi nekoga po uradni dolžnosti, ki je komaj končal šolo, pa ni slab ta odvetnik, ampak nima dovolj izkušenj, ni dovolj, ne, tako. Lesnik Koloseja pa je imel zdajšnjo predsednico države. Ne bom teh konkretnih stvari komentirala. Tako da jaz nisem za to. Jaz imam znanca, ki je bil zaprt v en tuj zapor in oni so celo premoženje porabili, da so mu tam poslo kupili, a veš, da je lahko tam štimal. Ne? Se pravi, on je bil nameščen med ščurke, dobili so ga v tujini, zdaj bi se zlagala, če bi rekla, v kateri državi je bil, ampak pač Južna Amerika. In na začetku je bil med ščurki in v bistvu urin, tvoje fekalije so v isti sobi, pač tako. Potem so pa plačevali. Ne? In pol bi prihajalo tudi pri nas lahko do razlik. Se pravi v obravnavi, ker tisti, ki bi pač lahko plačal. Ne? Tako da jaz mislim, da ene stvari tako morajo biti narejene na način, da ni povezano s tem, kaj ti imaš, ne? In da smo vsi, bom rekla, v istem. Ne? Kako pride do kaznivih dejanj, a veš, kdo gre na kire počitnice, to mene nič ne briga. Pejdi ti 6-krat leteti okoli zemlje, če hočeš. Če si denar zaslužil pošteno, je to tvoja pravica in spoštujem to. Ne? Pri določenih zadevah pa absolutno. Problem je, da je potem v interesu zapora, da dela dobiček, ne? In torej ima manj varnostnikov in ne vem, recimo, prideš do tega, naj oni sami obračunajo med sabo, naj bomo mi imeli varnostnikov, da bi se poškodovali. Jaz mislim, da bi se marsikaj spremenilo. Lej, lahko bi bili tudi pravosodni policisti bolje plačani, žal so pač, jaz pravim, za delo, ki ga upravljajo, so preslabo plačani, ker mi se ne zavedamo, da so oni res branik naše družbe. In da mnogokrat so tudi oni tisti, ki oni tudi pomagajo pri resocializaciji, ni sam, da odpirajo in zaklepajo vrata, se pogovarjajo. Veš, marsikdo, ti, ki so zaprti, ne? Pedagog pride, potem gre domov, vse imajo ta dežurstva, ampak tudi pravosodni policist veliko več pomaga, tudi v trenutkih stiske, ne? Se z nekom pogovarja. Ker mi delamo še eno veliko krivico ljudem v zaporu. Mi, ko govorimo o zaporu, si vedno predstavljamo tiste najhujše morilce, pedofile, najhujše, kar je. Metoda Tropca, ja. Ne? In te so, rekla, v manjšini tam. Ne? Veliko je različnih storilcev. Jaz sem na Igu, o ženskah ne govorimo, ker jih je manj, približno 100 jih zaprtih, srečala mlado žensko, mislim, bila kot 40, ona se je začela pri 30 drogirati zaradi neke stiske. Ne? Ženska je urejena, ona je prišla v zapor preprosto, ko je izvrševala tatvine za kupiti mamila, kradle neke parfume. Nobenega ni pretepla, nobenega čisto v redu in je lepo povedala, jaz pač sem šibka, sem labilna, ne? Zapor mi da strukturo, tu, ker se ne drogiram, ko pridem ven, pa pač se mi nekaj čustveno zgodi, ker si nekateri ljudje, ko se enkrat v kremplju droge, se zelo težko izvlečajo, tudi ker droga ti predrugači možgane. Ne? Veš, in to so tudi ljudje, ki pristanejo na ta način. Jaz sem srečala v zaporu na Igu gospo, prva gospa, ki je bila srečna, ki je bila v zaporu. To je bil en izmed šokov, pridem tja, bilo že nekaj let nazaj, taka v neki viola pižamici, ne pižamici, trenirki je bila, taka frutirasta je bila. Rdeče lase, živahna, majhna in jaz se gledam, zakaj ta gospa v zrelih letih v zaporu, in ona je nasmejana. Jaz sem tukaj srečna, jaz se gledam. Ne. Je bila pa zgodba sledeča. Ne. Ona je doživljala, mislim, da več kot 20 let nasilja strani moža, potem se je zapletlo, je zabodla, ne. Dobila pač zapor, ne vem, koliko, da sem rekla 8 let, mogoče je bilo 6. Za njo je bila to rešitev. Ona se je izvlekla, sej ni to rešitev, da se razumemo. Ne. Ampak v tistem trenutku je bila ona bolj srečna v zaporu, kot da bi bila doma.
Ne? Dobila je kazen, ker seveda ni prav, pač, da je to naredila, veš, so drugačne poti, se odseliš. Ne? Ampak ja, ne? Niso v zaporu vsi metodi Tropca. Ja. Ja. Metod Trobec niso vsi. Ja. Torej, Sara Volčič, hvala za zanimiv pogovor. Čim bolj prijetno in čim manj zločino polno poletje. Hvala. Lepo voščilo. Nasvidenje.